Halo, zdravo, Dino tukaj, Dino Hederevič, če se ga spomnite, ja, ona mejhna črna bunka, a.k.a. Don Corleone na posnetku in sicer tole v leta generacije 94-95 in to kaseto imam že 22 let doma, od se zahvalim Emininem očetu, Emina Ikalnič, moja sopostavka, ki je višja od mene za glavo, da je to posnel vse skup. Imel sem v glavi že par let, da moram tole dati na YouTube in končno sem se spravil. Porabilo mi je ene 8 ur, da sem vse skup naredil, sem dobil video rekorder, napravo za presnemavanje, kable in vse skup, da presnavam in na koncu ni nič delali, sem mogel skozi rezati, pa bedeti zraven, pa kaj skozi ven metal. Skratka, slabo je vse skup, ampak uspel mi je, da sem nekaj rešil in sicer upam, da vam bo všeč, delite to vsem, označite vse, ki prepoznate na temu posnetku, pa da se malo spomnim, kako je bilo cca 20 let nazaj. Vsi vi, ki vam to všeč, dajte dol v komentarje napisati, kje ste, kaj počnete, da se malo tudi spomnimo na vas oziroma da vemo, kje ste. Sam tako na kratko, delal sem marsikaj v lifeu, veste, da sem bil v raznih službah, šofer avtobusa, inštruktor, fabrike in celo sem tudi 2-3 filma posnel. Trenutno se ukvarjam z gamingom, imam svojo stran, boste videli spodaj v opisu. In če vam je tale všeč posnetek in če ste veseli, da sem vse to skup spacal, bi vas prosil za kakšen prispevek, ker to je moj kruh. Greste na to stran, spodaj imate gumb donate, prispevajte po najboljši moči, jaz sem zadovoljen z vsem. Če ne, pa upam, da uživate v posnetku, pa da boste delili naprej. Tako da, hvala za ta ogled tega posnetka, pa kaj ne rečem, se vidimo čez 20 let. Čau.
Takole so ta svečan večer otvorili baletantje, torej osmošolci. Jaz pa sem prepričana, da ima za vse vas zdaj lepe besede pripravljena kdo drug kot tisti, ki je najbolj pomemben, seveda tisti, ki je čisto na vrhu v vaši osnovni šoli in na katerega danes ne smemo pozabiti. Torej, besedo predajam gospe ravnateljici Ani Jovševar. Dragi učenci, spoštovani starši, pripadla mi je dolžnost in čast, osmošolci, da se v imenu vseh učiteljev, ki so vas učili, poslovim od vas. Pomlad se priveša v poletje in prišel je čas žetve. Ta žetva je dozorevala dolgih ali kratkih 8 let. Sedaj je tu in z njo slovo. To ni samo slovo od osnovne šole, ampak tudi dokončno slovo od otroštva. Pred našimi očmi in skupaj z nami ste prišli iz enega obdobja življenja v drugo. V dobi dozorevanja bodo postavljeni ali si boste postavljeni sami najgloblje. Kje si doma? Kaj delaš? Kako se vaši odgovori spreminjajo? Pred vami se bodo pojavljali problemi. Res je, ni tako velikega problema, da se ne bi dalo zbežati pred njim, kar bi se lahko naučili od njih. Že do sedaj smo vas učitelji in tudi starši opominjali na dolžnosti. Vaša temeljna dolžnost je biti pošten do samega sebe. Mile svečke za slovo. Jaz mislim, da za tole zaslužijo še en velik aplavz. Ker niso še prinesel. A tudi bo to odnesel? Prosila bi še 8C z razredničarko. Iz lahkosti prišli čim prej, bi vas prosila še za nekaj minut pozornosti. Ikanovič Emina,
Lucija. Sogovornik Primož. Čadoš Maja. Ana Žiga. Šteh Sabina. Pelikan Marko. Salzburg. Oderman Špela. Straha Denis. In Bedenk Primož. Še dva sta ostala, Ana Južnič. In Maša Vidmar. Nekateri od teh učencev jih meni še enkrat. Podelili bomo še zlata in srebrna priznanja, ki so jih dosegli v tekmovanju iz znanja. Iz 8.A bi rada čestitala Emiliji Kanovič za bronasto Cankarjevo priznanje in srebrno Cankarjevo priznanje. Petri Bohanec za Sabini Grabjevec za samo trenutek. Sabini Grabjevec tudi za požrtvovalno in kreativno delo pri projektu Rešimo kite in za bronasto priznanje za tekmovanje iz angleškega jezika. Vesniku Zamurnik, Barbari Pestotnik, Mateji Štimec in Luciji Breznik za požrtvovalno in ustvarjalno delo pri projektu Rešimo kite. Thank you.
In Žiga Zajnak, zlato Vidovo priznanje. Osmici, Špeli Koberman, bronasto Cankarjevo priznanje, srebrno priznanje za tekmovanje iz angleškega jezika ter bronasto tekmovanje za tekmovanje iz angleškega jezika. Boris Car, bronasto priznanje iz angleškega jezika, zlato Stefarovo priznanje, tekmovanje iz fizike ter srebrno Vigovo priznanje. In Primož Bedin, verjetno učenec z največ priznanjem, srebrno priznanje iz angleškega jezika, bronasto priznanje iz angleškega jezika, zlato Stefanovo priznanje iz tekmovanja iz fizike ter srebrno Vigovo priznanje. Z 8. D, bronasto Preglovo priznanje za znanje iz kemije, čestitam Ani Južnič. Špeli Janša, za bronasto Iz 8. E, Maši Vidmar, za bronasto Cankarjevo priznanje, bronasto Preglovo priznanje za znanje iz kemije. Katji Puček, za bronasto priznanje iz angleškega jezika. In Danieli Kujavec, za bronasto priznanje iz angleškega jezika. Priznanje za najboljšega športnika in športnico leta pa prosim, da podeli gospod kolega Marečič. Res je, da naša šola sledi po temu, da smo športna šola, vedno dobre rezultate dosegamo, tudi letos. Ne naštejem samo na kratko 2-3 taka rezultata, to je drugo in tretje mesto na državnem prvenstvu v gimnastiki, nogometaši 5. mesto na državnem prvenstvu prosa. Cela vrsta takih rezultatov na mestnem in regionalnem. In nam je bilo zelo težko se odločiti. Ne štejem na par takih športnikov, Šteh Sabina, Medič Katarina, Velik Petrovič Nataša. Da ne bi bilo predolgo, ker to bi trajalo do jutri zjutraj. Mi pa radi še malo pisa poskakati. Mi smo se odločili za športnika in športnico leta. In športnica leta je... Kjera Nataša? Petrovič Nataša.
živa, verjemite, da je živa. Nataša, srečno še naprej. In pravi, da noče brez športnika leta noče je dobro. Športnik leta v naši Varga Velimir! In se vam zahvalila, da ste prišli na naš zaključni večer in zdaj vam bom Pikintoje z našo himno. Smo učenci pravimi in radi bi se predstavili. Naš razrednik dobri mlakar, pamet in misli nam soli, da svetovni kozli to smo mi. Pameti ne manjka nam, umazanije tudi ne, čistoča pride, sem pa ke. Ljubezen se pri nas redi, a drugo nam smrdi. Če naš glas zanimate, pri Sabini oglasite. Predsednica našega razreda je, na sestankih za nas poteguje se. Mateja Štimec denar pobira in hkrati vse zamudnike natira. In medtem, ko se Mateja pridno uči, ona za razredno blagajno skrbi. Miha, naš športni urednik je, za šport in ribe zanima se. Zdaj pa pri Luciji ustavimo se še in poglejmo, kakšna ona je. Košarka in ples, to je njen sanski interes. Gozdne živali in rastline, to varovanke naše sojmine. V mini redovalnici športne napovedi ni, mislim, da je plus tu najnižja ocena, kar jo dobi. Dino rad mehanik bi postal in svojim avtom punce gnal. Če tip dobre mišice ima, pri vesni veliko velja, se obožuje Švarcija. Matej in Petra z roko v roki se sprehajata in poljube izmenjujeta. Oba zelo dobra učenca sta in si tudi veliko zaupata. Kjer se kakšna neumnost zgodi, tam Jaša in Nul vedno tiči. Zabave ne manjka nam, saj zato poskrbimo vsi, za žuri in glasbo ta glavni smo mi. Špela Pogačica naša, pri bajli vse nas prekaša. Če države doma ali v šoli imaš, se primajo glas. Moda in šminka zakonje in tega naša Andreja zaveda se. Katarina rada huda poje, a vendar v namiznem tenisu svetovni as je. Če se žogo rad igra, se pri Momčiloviču na inštrukcije v glas. Če smeha in forza želi si, pri Petri in Roku dobiš jih. Lepi fantje in sladoled, to je barvan in sanski svet, vendar ko se spusti na realna tla, nam zelo lepo zapeti zna. Ko vido po ulicah rola se, z milicijo mreži punce vse. Keanu Reeves po vasini glavi mota se, tudi za šolo vseeno zavzema se. Učenje dobro od roki gre, pa še za ljubezen obilo časa je. Veterina zanimajo, se živali mi ravnali lepo. Če tvoj hišni ljubljenec v težavah je, let Matej sedaj odpelji se. Leon, smeh je pa zdravja, le če se zares smejiš, drugače lahko še zboliš. Klemen razredni lepotec je nam boljša polovica klasa ponosna je. Meri naš je igralski in glasbeni talent, a šola zanjo ni ta prav patent. Zdaj pa vamo tiste učitelje, ki jih bomo pač poklicali, da pridejo na oder. Bojan Bartol.
Štucel. Janezu Smoleju, Antonu Raklu, In Barbari Horvat. Dober večer, spoštovani učitelji, dragi starši. Nezadržno prihaja čas, ko se bomo morali zavedno posloviti od osnovne šole. Gospodu Antonu Raklu za strašne ure tehnične vzgoje, gospe Andreji Gomin za 2-letno nadomeščanje športne vzgoje, glede nas pa. Naših prvih 15 učiteljev zagotovo upa, da smo bili zadnji svoje vrste, vsaj za časa njihovega učiteljevanja. Vendar Dante Alighieri bi, drage moje učiteljice in učitelji, zagotovo rekel: pustite uk, ki ste vstopili v ta naš šolski sistem namreč. Enkrat ste nas sicer že poskušali s prvega leta, med seboj zmečali vse četrte razrede. Rezultati križanja so več kot očitni. Smo glasno pripada EJAK-u. Pa kaj bi se sekirali? Nekomu pač mora. No, ta govor naj bi v bistvu predstavil naš razred. A če bi hoteli povedati vse koliko neupravičenih izostankov od pouka, a vseeno je bilo uradno upravičenih izostankov le dovolj, da ste med drugim tudi zaradi tega iz naših klopi izključili Sašota. Pozdravljeni. Da ste dobro nameščeni v svojih sedežih, kajti sedaj smo ravno na polovici podelitve. Na vrsti pa je točno tisto, kar piše na programu, in to je podelitev ključa 7. razreda. Pravzaprav vam bomo predali najvišji položaj v šoli. Ključ naj bi bil le nekakšen simbol za to. Da pa ne bo vse tako enostavno, smo se odločili, da bomo predstavnikom 7. razredov zastavili nekaj vprašanj. Da pa ne bi dolgo nakladali, bomo kar začeli. Pravila so sledeča. Čas za odgovor je 10 sekund. Odgovorite samo enkrat, seveda se lahko pred tem pogovorite med seboj. A se lahko tako 7A, 7B, 7C, 7D, no se vse tuče obratno. A bo šlo? A se boste lahko posmetovali? Časoma ste 10 sekund za vsako vprašanje. Prvo vprašanje je: dvema možema so sodili za umor. Porota je spoznala enega od njiju za krivega, drugega za nedolžnega. Sodnik se je obrnil k krivemu in mu rekel: tole je najbolj čuden primer, kar se bi kdajkoli obravnaval. Čeprav je bila vaša krivda nedvomno ugotovljena, mi zakon nalaga, da vas pustim. A imate kakšno idejo, kako bi se dali to razložiti? Časoma ste 10 sekund, zdaj. Lahko se posvetujete med seboj, pa vsaka skupina ima lahko samo en odgovor. Okej, a imate kakšno idejo, kakšen razred, kakšno idejo? Odgovor je, da sta obsojenca siamska dvojčka. Ne vem, če bo kaj iz tega, tale ključev treba malo bolj potruditi. Kaj se zgodi, če jo neustavljiva topovska krogla zadene nepremični steber? Z neustavljivo topovsko kroglo mislimo kroglo, ki podre vse, kar se znajde na njeni poti. Z
Z nepremičnim stebrom mislimo steber, ki ga nobena stvar ne more podreti. Kaj se torej zgodi, če neustavljiva topovska krogla zadene nepremični steber? Čas je 10 sekund. Razbili, Razbili, Miki, povej. To sploh ne obstaja. Ja, ampak vse, nekaj je treba, z nečem je treba to utemeljiti. Čas je iztekel, odgovor je, lažete se. Če to trdite, se lažete. To je pravilen odgovor. Zdaj je pred vami še stanoval v 25. nadstropju. Vsako jutro, razen ob sobotah in nedeljah, je vstopil v dvigalo, izstopil v pritličju in odšel na delo. Zvečer se je vrnil domov, stopil v dvigalo, izstopil v 24. nadstropju in pod stopnicah odkorakal do svojega stanovanja. Zakaj je vstopil v 24. nadstropju in ne v 25. Zmanjkalo je elektrike. Kako pa je pol do 24. prišel? Seveda odgovor ni niti približno niti prav. Odgovor pa je, ta človek je bil pritlikavec in ni mogel doseči gumba za 25. nadstropje. Slabo vam gre, dragi sedmi razredi. Thank you.
še zelo, zelo veliko vsi plesali. In to je Foxtrot. Jaz mislim, da bo danes smrci, kater osnovnošolci boljši kot oči pa mami. To sem samo tako na šestih povedala, biti tihem. Torej, Foxtrot, izvolite. Vse čestitke. In že je pred nami nekaj bolj hitrega, ki prihaja iz Kube. Šak, šak, šak. Torej, smo pripravljeni? Med nami je tudi, da ne bo zamirene, vsi danes zaslužite veliko pohvala, ampak med nami je pa tam naravnost pred mano en plesalc, ki pleše z gipsom na nogi in vse čestitke. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha.
tele plesne ritme. Jasno, s pomočjo naših plesnih voditeljev v Velenju ne bi šlo, ampak res zelo lepo plešete danes. In zadnji ples, predno otvorimo tale svečani večer, hiter, temperamenten čar. Tega so najrač plesane. Celo uro, da lahko plešemo, a to vi. Abbronzate tutte chiazze e le rose un po' bonanze, sono le ragazze che prendono il sole, ma ce n'è una che prende la luna, tintarella di luna. Vediamo.
plača, da ne lušno bo. Gremo, drug se drugim, radi gori si. In po celi zdaj poradi plešemo vsi mi. Živamo, Na koncu predstavljaš in dvigneš roke, obe roki, za obe roki se dvignemo. Bravo, bravo. In imate pisem, da plešemo in poberemo še tisti, ki ne plešejo.
canto